spoštovane državljanke in državljani, gledalke, gledalci, navzoče novinarke in vsi novinarji, gospod minister Boštjan Koritnik, sodelavci, ekipa UKOM-a, gospa prevajalka, vsi dobrodošli na naši današnji novinarski konferenci. Danes se bomo posvetili dvema temama, ki sta zelo pomembni za naše soočanje s COVID-19, današnjimi epidemiološkimi razmerami in še bolj pomembnemu dejstvu, da je od včeraj mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja, Ostani zdrav, postala dosegljiva in torej tudi že uporabna za vse nas, ki smo jo čakali pri nas. Tudi sam sem si jo že včeraj naložil na moj službeni GSM. Preden povabim pred kamero ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, pa želim pozdraviti in v imenu vlade tudi pohvaliti dejstvo, da so se prejšnji četrtek 13. avgusta v trialog z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za zdravje vrnili predstavniki skupnosti socialnih zavodov, ki so trialog predtem precej odmevno zapustili in ga prekinili. Dialog v prid uporabnikom in zaposlenim v tem občutljivem obdobju, ko nam COVID-19 otežuje in zamegljuje in tudi zamejuje življenje in tudi naše delo, je še toliko bolj pomemben. Dialog je od tedaj dalje znova mogoč, saj so se dogovorili tudi za skupne podlage oziroma skupne elemente za sodelovanje, tako v primeru socialnih zavodov, kot tudi varstveno-delovnih centrov. To je zelo dobra vest za stanovalce, za uporabnike in zaposlene in je tudi pomemben korak za bolj učinkovito soočenje z virusom. Zdaj pa vabim pred kamero gospoda ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ki bo skupaj z sodelavci, ki so danes navzoči, predstavil delujočo aplikacijo. Izvolite, minister. Pozdravljeni. Včeraj je v spletni trgovini Google Play za uporabnike mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android že na voljo aplikacija za varovanje zdravja ljudi Ostani zdrav. Lahko povem, da si aplikacijo včeraj od 16. ure do danes do 13. ure naložilo že 4982 uporabnikov. Ker smo v zadnjih tednih delovanja aplikacije večkrat podrobno predstavili na vladnih tiskovnih konferencah, skupaj s projektno ekipo in predstavniki razvijalcev, danes ne bom predolg. Najprej želim demonstrirati, kako se upravi prenos iz spletne trgovine, da morda komu olajšam delo. Upam, da mi bo šlo bolje kot Elonu Musku na predstavitvi neuničljivega avtomobila. Upam, da vidite, greste na trgovino Play oziroma Google Play Store, zdaj vtipkate ime Ostani zdrav, pri meni je to že na lestvici najbolj priljubljenih, kliknete na Ostani zdrav, na to ime aplikacije. Ime aplikacije opozarjam, vsaj v teh začetnih dneh vnašajte točno tako, kot je, brez presledka, Ostani zdrav, kliknite na namesti, v odvisnosti od hitrosti prenosa bo to nekaj časa trajalo. Upam, da to vidite. Sedaj, ko se označi polje odpri, kliknite odpri in aplikacija je nameščena. Potem pa seveda greste po nekih preprostih korakih in si zadevo, recimo temu, prilagodite. Tukaj bi rad upozoril, da je aplikacija na voljo v 4 jezikih, slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem. Naj ob tem upozorim tudi, da si lahko jezik poljubno nastavite v nastavitvah znotraj aplikacije. Torej ne držijo nekatera opozorila, ki jih prejemamo, da je aplikacija na voljo samo v angleščini. Je pa hecno, da to dobivamo od tistih, ki uporabljajo telefon in vse aplikacije na njemu v angleščini. Zakaj to vemo? Ker le če imate v prizetih nastavitvah telefona operacijski sistem nastavljen v angleščini, se bo tudi aplikacija v prvi uporabi avtomatsko odprla v angleščini. Sicer se bo odprla v katerem od drugih 4 razpoložljivih jezikov, če ga imate sicer privzetega. Vendar, kot rečeno, v nastavitvah znotraj aplikacije si lahko sami nastavite
poljubni jezik s 3 kliki. Državljankam in državljanom priporočam tudi, da si nastavijo tako imenovano prednostno delovanje aplikacije v ozadju, s čimer omogočimo, da obvestilo o morebitnem stiku z okuženim dobimo tudi, če uporabnik v tistem trenutku aplikacije nima odprte. Za vso dodatno tehnično pomoč od danes pod okriljem Ministrstva za javno upravo deluje tudi enotni klicni center, v katerem vam bodo prijazni in strokovno podkovani kolegi zagotovili vse potrebne informacije ter vam nudili pomoč pri postopku prenosa aplikacije in njene uporabe. Klicni center je za klice iz Slovenije dosegljiv na telefonski številki 080 1787, za klice iz tujih držav pa številki 01 478 7557. Za pomoč se lahko obrnete tudi na njihov e-naslov ekc@gov.si. Prav tako pa od danes na portalu gov.si deluje posebna podstran Ostani zdrav, na kateri so predstavljene vse tehnične in vsebinske podrobnosti aplikacije ter navodila za njen prenos. Po javno dostopnih podatkih, ki jih zagotavljajo operaterji, 83,45% imetnikov pametnih mobilnih telefonov v Sloveniji uporablja operacijski sistem Android. Seveda pa bo aplikacija na voljo tudi za uporabnike Applovih telefonov oziroma operacijskega sistema iOS. Applova preverjanja trajajo namreč nekoliko dlje, lahko pa povem, da smo ravno danes zjutraj uspešno preskočili eno pomembnejših stopničk v procesu objave v tej spletni trgovini, tako da ocenjujemo, da bo aplikacija za uporabnike iOS na voljo predvidoma do konca meseca. Naj na kratko, dovolite mi, ponovim še osnovne informacije o aplikaciji. Znovič poudarjam, ne gre za nikakršno sledenje, saj aplikacija nima dostopa do lokacijskih podatkov, torej ne beleži geolokacije. Aplikacija tudi nima dostopa do imenika telefona oziroma do kakršnihkoli drugih podatkov na telefonu, iz katerih bi se lahko razbrala identiteta uporabnika. Ob srečanju z drugim uporabnikom bosta pametna telefona med seboj samodejno izmenjana naključni oddajni kodi preko tehnologije Bluetooth. Poleg te naključne oddajne kode se na telefonu beleži samo še čas trajanja srečanja in pa oddaljenost med telefonoma. Ne beležita se niti lokacija srečanja, niti ime uporabnika. Naključne oddajne kode se, ravno zaradi varnosti, spreminjajo na vsakih 10 minut, brišejo pa se po 14 dnevih. Poudarjam, da je uporaba prostovoljne aplikacije pomembna in smiselna, ko smo še zdravi. V primeru, da smo okuženi z virusom COVID-19, lahko prostovoljno obvestimo uporabnike aplikacije, s katerim smo se srečali, da smo okuženi. To storimo preko naključnih oddajnih kod, ki v nobenem primeru ne razkrivajo naše identitete. Aplikacija obveščenih uporabnikov pa bo na pametnem telefonu nato izračunala stopnjo tveganja okuženosti uporabnika in ga o tem obvestila. Na koncu se želim zahvaliti projektni ekipi na Ministrstvu za javno upravo in pa predstavnikom podjetja RS Team za predano in neumorno delo. Ni ga sicer še konec, to poudarjam. Kljub poletnim oziroma pregovorno dopustniškim mesecem so delali in še delajo s polno paro. Res iskrena hvala za to. Čisto za konec pa bom priredil besede profesor dr. Mojce Matičič iz infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Kot državljan Slovenije čutim veliko odgovornost, da čim prej uporabim aplikacijo v dobro sebe, drugih in navsezadnje tudi v dobro vseh vas. Kajti zdravje je res naše največje bogastvo, bodimo odgovorni in privoščimo ga sebi, pa tudi drugim. Z uporabo aplikacije bo to vsekakor še lažje. Zato vas res ljudno prosim in pozivam, da si aplikacijo naložite v čim večjem številu, tudi če morda sosed pravi drugače.